Pozdravljeni, moje ime je Samo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Centralni pogled. V podcastu, v seriji podcastov, v vsaki epizodi govorimo o temi z področja delovanja centralne banke, čim se ukvarjamo, kaj je v bistvu naše osrednje delo. Danes se bomo tako posvetili vprašanju stabilnosti finančnega sistema. Z nami sta viceguvernerka Tina Žumer in direktorica oddelka Finančna stabilnost in makrobonitetna politika Meta Ahtig. Predstavili nam boste najnovejše podatke iz bančnega sistema, povedali, kaj finančna stabilnost sploh je, kakšna so tveganja pri tem in kako odporen je na ta tveganja slovenski finančni sistem. Zagotovo vas zanima, zakaj je finančni sistem stabilen in varen, zato ostanite z nami. Poslušate Centralni pogled, podcast Banke Slovenije. Lepo pozdravljeni. Mi bomo danes govorili o finančni stabilnosti, o poročilu finančni stabilnosti, pa za začetek po moje najboljš, da predstavimo, kaj finančna stabilnost sploh je. Kaj predstavlja ta pojem? Dobro vprašanje. Torej, finančna stabilnost pomeni, da so finančne inštitucije, banke zdrave, stabilne in odporne. To pomeni, da delujejo tudi, ko pride do kakšnih nepredvidljivih dogodkov. Kakšna je pa tu vloga nas, Banke Slovenije kot centralne banke v takih primerih? Naša naloga je, da opazujemo in spremljamo stanje v finančnem sistemu, da ocenjujemo tveganja, jih pravočasno prepoznamo in naslovimo z našimi inštrumenti. Zdaj smo pa prišli še do enih pojmov, poleg te finančne stabilnosti pa prijemo do tveganj. In potem imamo v tem poročilu tveganje narašča, tveganje upada, tveganje je stabilnimi obeti in tako dalje. Kaj pa v bistvu ta pojme predstavljajo, kaj se skriva za njimi? Torej v Banki Slovenije poskušamo na poljuden način prikazati ta tveganja in to počnemo skozi 4-stopenjsko lestvico, barvno lestvico, ki tveganja prikazuje od zelene, rumene, oranžne do rdeče, pri čemer zelena pomeni najnižje tveganje, rdeča pa najvišje tveganje. Potem skozi puščice prikazujemo še časovni horizont predvidenega gibanja nekega tveganja. Tako puščica usmerjena navzgor pri tveganju pomeni, da pričakujemo, da se bo to tveganje zvišalo. Puščica usmerjena navzdol pomeni, da pričakujemo, da se bo tveganje znižalo. Vodoravna puščica seveda pomeni stabilno tveganje. Kaj pa je trenutno tisto, kar je najbolj aktualno? Katero tveganje v bistvu trenutno najbolj izstopa? Ja, v teh negotovih časih z velikim geopolitičnim tveganjem in vojno na Bližnjem vzhodu trenutno ocenjujemo, da so največja tveganja za naš bančni sistem pravzaprav prihajajo od zunaj. Vključujemo makrofinančna tveganja v poročilu, ki pomeni, da to so zajema tveganja, ki se prelivajo v bančni sistem preko gospodarstva, preko globalnih finančnih trgov. Tveganja so od zunaj, ampak to ne pomeni, da se ta tveganja ne morejo prenesti tudi v bančni sistem. Tako da obstajajo posredni učinki prenosa teh tveganj tudi v naš sistem. Ampak na kakšen način pa bi se recimo lahko prenesla ta zunanja tveganja v ta notranja tveganja? Eden od možnih kanalov so recimo že višje cene energentov. Se pravi, tiste gospodarske panoge, ki so bolj občutljive na cene energentov, bodo sigurno občutile neke težave. To so recimo določeni segmenti predelovalnih dejavnosti, potem gradbeništvo, logistika, prevoz. Tako da to se potem lahko pokaže tudi v bankah, zlasti preko kreditnega tveganja. Pred kratkim smo v Banki Slovenije, pa tudi v prejšnjem podcastu, govorili o tem, da gospodarstvo za svoje investicije ne najema kreditov v bankah, oziroma ne najema posojil v bančnih sistemov. Ampak zdaj, ko tu govorimo, kako to vpliva preko obrestnih mer, se sprašujem, a se tu trend obrača, ali ta trditev še vedno drži? Zdaj, na splošen problem slovenskega gospodarstva je relativno malo investicij zasebnega sektorja. In posledično seveda tudi podjetja ne povprašujejo toliko po investicijskih posojilih. Tako recimo anketni podatki bank kažejo, da to investicijsko povpraševanje po posojilih upada oziroma stagnira že od leta 2022. Po drugi strani se pa povečuje kreditna aktivnost za druge namene, tu gre predvsem za obratna sredstva. Tako da kreditna aktivnost se obuja, ampak ne v tem investicijskem segmentu.
danes je popularno pri investicijah, oziroma zelo veliko govorimo o zelenem prehodu, trajnostnih gibanjih in podobno. Kaj pa investicije gospodarstva v take zelen prehod, v te trajnostne projekte? Kaj lahko v Banki Slovenije naredimo, da bo teh investicij več? Kako lahko tudi banke spodbudimo k temu? Ja, pri tem bi najprej poudarila pomen zelenega prehoda in prehoda v nizkoogljično gospodarstvo, ki se v teh geopolitičnih negotovostih in odvisnosti od zunanjih energentov vedno bolj kaže. Tako da banke zagotovo z financiranjem investicij, ki bi podpirale takšen zelen prehod, bi pripomogle k odpornosti gospodarstva, k višji gospodarski rasti, hkrati bi pa tudi to pomenilo nove priložnosti za investicije bank. Kako mi lahko k temu doprinesemo, je kot nadzorniki in kot regulatorji. Torej po eni strani od bank pričakujemo, da ta tveganja pravilno prepoznajo, da jih objavljajo, da jih vključujejo v svoje strategije in s tem posredno vplivajo na zelen prehod, saj financirajo dejavnosti, ki pripomorejo prehod v nizkoogljično gospodarstvo. Ne vem, če se mičkeno premaknemo od tega, kako bi rekel, kreditiranja podjetij oziroma gospodarstva, pa gremo malo na nas potrošnike, ne. Številke tu kaže, da se, kako bi rekel, kreditiranje potrošnikov oziroma gospodinjstev precej krepi. Zdaj, ne vem, na pamet imam številko, mislim, da je zadnja rast potrošniških kreditov bila 10%, stanovanjska pa 9%. A to kaže, da smo potrošniki oziroma da so gospodinjstva prezadolžena v Sloveniji? Ne, gospodinjstva niso prezadolžena. Dejansko so zadolžena precej manj kot v povprečju evrskega območja. Se pa res kreditna rast v tem segmentu krepi, torej posojila rastejo po stopnjah med 9 in 10%. Malo se poslabšujejo tudi kreditni standardi v tem segmentu. Gospodinjstva večji dele svojega dohodka namenjajo za odplačevanje posojil, vendarle pa stanje zaenkrat ni zaskrbljujoče. Ali nas v bistvu na tej točki pomirja tudi to, da imamo zaščitne ukrepe v Banki Slovenije, kot je ta znesek minimalne kreditne sposobnosti, ne, ki je vključen v enega od naših makrobonitetnih instrumentov. Ali v Banki Slovenije kaj razmišljamo, da bi to spremenili, da bi ta znesek prilagodili tudi po zadnji odločitvi Ministrstva za delo po zvišanju teh življenjskih stroškov? Tale ukrep je eden izmed ukrepov, ki ga imamo na razpolago, da skrbimo za finančno stabilnost. S tem ukrepom tudi skrbimo za potrošnike, da se ne zadolžujejo preveč, pa tudi seveda za obvladovanje tveganj v bančnem sistemu. Konkretni ukrep, ko ste ga omenili, pregledujemo redno, tako kot seveda tudi ostale vse ukrepe. Enkrat letno, nazadnje smo ga pregledali lani decembra, ko ta podatek, novi znesek še ni bil na razpolago, tako da ob naslednjem pregledu ga bomo zagotovo upoštevali. Po drugi strani pa spet najbolj priljubljena investicija Slovencev je v nepremičnine. Zelo radi vlagamo in kupujemo v peko in se s tem ukvarjamo, vendar hkrati tu vidimo tudi, da cene ves čas rastejo. Kakšni so pa dolgoročni trendi na tem področju? Kakšne so tveganja tu na nepremičninskem trgu? Ja, Slovenija je dejansko ena od redkih držav evrskega območja oziroma Evropske unije, kjer cene nepremičnin v zadnjem obdobju niso padle, kot so ponekod drugod. Glavni dejavnik tega dogajanja je stanje ponudbe, ki je zelo skromna, v bistvu že desetletja, in tu se kaj dosti ne spreminja, kljub nekaterim novogradnjam, kar seveda pomeni, da povpraševanje, ki ga pa močno determinira gibanje obrestnih mer, trči na to rigidno ponudbo. Tako da povpraševanje bo zelo odvisno od nadaljnega gibanja obrestnih mer, ki seveda vpliva na obseg stanovanjskih posojil, za katera smo pa že prej omenili, da zelo hitro rastejo. Tako da je v bistvu precej odvisno od nadaljnega razvoja na tem področju. Zdaj, potem jaz vidim, tukaj ste ravno omenili obrestne mere, vidim še eno zanimivost, jaz tako na to gledam,
neko zanimivost Slovencev oziroma slovenskega varčevalca, ne, da večinoma imamo na vloge na vpogled. Slovenska gospodinstva imajo zelo veliko vlog na vpogled, kjer pa se obrestne mere ne spreminjajo tako oziroma niso tako atraktivne. Ne. In me zanima čisto preprosto, kakšen je slovenski povprečni varčevalec? Res je, Slovenci zelo radi vlagamo v vloge na pogled. Skoraj 90% vseh vlog gospodinjstev je vlog na pogled. To je najvišje med vsemi državami evroobmočja. Tako da poleg investicij v nepremičnine so to druge najbolj pomembne investicije, ki jih slovenski varčevalci naredijo. Zakaj se v bistvu ta denarna politika na ravni sveta Evropske centralne banke tako, bom rekel, počasi premika na ta depozitni del pri nas? Ne? Zakaj so obrestne mere v nekih drugih državah veliko bolj atraktivne na depozite, kot pa recimo pri nas? Ja, kljub temu, da se dejansko denarna politika in s tem obrestne mere za evrosistem določajo za vse države skupaj, za skupno denarno politiko, se le te prenašajo v bančne sisteme v države različno. Na to pa vpliva struktura bančnega in pa širše finančnega sistema, kot pa tudi preference varčevalcev in potrošnikov. V Sloveniji, kot smo govorili, radi vlagamo v banke, v depozite na pogled. To so depoziti, ki načeloma nosijo nižjo stopnjo obrestne mere, hkrati pa tudi bankam omogočajo obsežno, relativno poceni dostop do vire financiranja, tako da to je ena specifika slovenskega bančnega sistema. Omenimo samo to, ne, te negotove okoliščine, ki jih imamo. Kako pa v bistvu to lahko vpliva na slovenske banke? Tudi to neko tveganje ali pa nek pomislek, ki bi ga mogle banke upoštevati pri tem? Ja, zagotovo. Povišana negotovost na potrošnika vpliva po eni strani, da se zateče k večjemu varčevanju, po drugi strani pa lahko tudi hitro sproži, da potrošniki, torej varčevalci, dvignejo svoja sredstva in seveda sredstva na pogled so hitro dostopna. Iz tega stališča zagotovo bi bilo v teh negotovih razmerah dobro, da bi banke prilagodile strukturo svojih depozitov. Pa so alternativa za slovenske varčevalce tudi banke v tujini? Mogoče te, tako zdaj so vedno bolj popularne te neobanke, ki ti kar prek mobilnega telefona odpreš račun, ne, in tudi posluješ vse preko mobilne aplikacije. Je ta vidik zanimiv za slovenske varčevalce? Kaj opažate, kakšen je trend tu? Torej nekaj varčevalcev gotovo varčuje tudi pri bankah v tujini. So pa to predvsem klasične banke. Tega varčevanja je sicer po obsegu malo, ampak se pa povečuje. Nekaj varčevalcev, in teh bo čedalje več, pa sigurno varčuje tudi pri neobankah. Kako pa so slovenske banke pripravljene na ta trend? Ga obvladujejo, ga poznajo, se ukvarjajo z njim? Ja, občutijo pač tudi te banke kot svojo konkurenco, tako da prilagajajo tudi svoje digitalne storitve. Čedalje več je možnosti raznega digitalnega poslovanja, vendarle pa je tu pač pot še dolga in tudi napredek je še vedno možen. Digitalizacija, jaz vedno rečem, digitalizacija ima pozitivno pa slabo plat. Ne, pozitivno je to, da je vedno vse dosegljivo, ne. Po drugi strani pa s tem tudi odpiramo, ko bi rekel, vrata svojega mobilnega telefona ali pa svoje banke tudi drugemu zunanjemu svetu. In tu prijemo do teh kibernetskih tveganj. To opažamo vedno več opozoril. Kakšno je pa v bistvu vaš strokovni pogled na ta kibernetska tveganja? Kibernetska tveganja so v bistvu edina poleg makrofinančnih tveganj, tista, ki so opredeljena kot povišana v našem prikazu tveganj. Zdaj, razlog ni samo dogajanje v bankah. Kibernetskih incidentov je malo oziroma kritičnih praktično nič. Vendarle pa je splošna situacija, zlasti ta geopolitična situacija takšna, da je trend kibernetskih groženj in incidentov po svetu naraščajoč. In ravno zaradi tega je potrebno za to vrstno varnost poskrbeti tudi v našem bančnem sistemu. Torej bolj kot opozorilo in ne kot neko dejstvo, ki bi se dogajalo.
en vidik je tudi zadnje leta veliko govorimo o dobičkih poslovnih bank. Ne? Ti so zelo visoki tudi zaradi obrestnih mer, o katerih smo v bistvu že govorili. Pa me samo zanima, se bo ta trend dobičkonosnosti oziroma dobička bank nadaljeval? Ja, res so banke v zadnjih letih beležile zelo visoke dobičke, sploh če gledamo na eno daljše obdobje. K temu so po eni strani prispevali predvsem zelo dobri obrestni prihodki, torej to so prihodki, ki jih banke ustvarjajo, ko po eni strani posojajo, po drugi strani plačujejo varčevalcem za svoje depozite. Hkrati so pa banke v zadnjem času relativno majhen delež svojega dohodka namenjale za tako imenovane oslabitvene rezervacije. To so v bistvu sredstva, ki jih banke dajo na stran za slabe čase, torej za potencialne izgube in povišana tveganja. Tako da glede na negotovo situacijo, ki jo imamo in ta tveganja, ki jih skozi poudarjamo, pričakujemo, da bodo banke v prihodnje malo okrepile tale sredstva, ki jih, torej oslabitve in rezervacije. Hkrati pa pričakujemo, da bodo dobički še vedno ostali visoki. Ampak da ne bomo preveč v tveganjih pa odpornosti, ne? Ali je slovenski bančni sistem odporen, ne? In recimo poskušamo povzeti celotno sliko. Kako stabilne so slovenske banke, kako stabilen je slovenski bančni sistem? Slovenski bančni sistem je stabilen, tveganja v njem so zmerna, odpornost je pa visoka in to velja za oba segmenta, skozi katera merimo odpornost. Torej, kapitalski položaj bank je ugoden, podobno pa velja tudi za likvidnost, po kateri so slovenske banke med najboljšimi v evrskem območju. Kako bomo pa v bistvu lahko to odpornost zagotavljamo še naprej v Banki Slovenije? Zagotovo bomo, tako kot do sedaj, še naprej budno spremljali vse trende v finančnem in bančnem sistemu, opazovali in ocenjevali tveganja, skrbeli, da bodo banke odporne z aktivno našo makrobonitetno politiko, torej z aktivnim upravljanjem naših inštrumentov. Enkrat bi pa samo še mičkeno skočil naprej v naslednji podcast, ne, v katerem bomo govorili o finančnem izobraževanju. Finančno izobražen potrošnik v mojih očeh pomaga k finančni stabilnosti sistema. Vidite, tudi vi tako, ali je tu pomoč, je finančno opismenjevanje pomembno tudi iz tega vidika? Zagotovo. Finančno opismenjevanje je za centralne banke zelo pomembno, tako za finančno stabilnost kot za izvajanje denarne politike. Tako da dobro finančno izobražen potrošnik bo znal bolje oceniti tveganja, pa tudi prepoznati priložnosti. S tem bo razpršil svoje naložbe, kar prispeva k boljši odpornosti bančnega oziroma finančnega sistema. Gospa viceguvernerka Žumer in gospa Ahtig, najlepše se vam zahvaljujem za ta pogovor. Tudi vam hvala, ker ste nam prisluhnili. Naslednjič se bomo v podcastu Centralni pogled posvetili še eni pomembni temi, finančnemu izobraževanju. Ste se kdaj vprašali, kako se tega lotevajo v drugih centralnih bankah? Gosti bodo iz tujine, zato bo podcast potekal v angleščini. V vsaki epizodi podcasta sledimo preprostim načelom. Jasno vprašanja, pregledne razlage in sprotno razmejevanje med dejstvi, ocenami in analizami. Včasih smo pri tem bolj teoretični, drugič pa bolj praktični. V vsakem primeru pa zahtevnost označujemo zvezdicami, da lahko izberete pravo vsebino zase. Preden pa popolnoma ustavite posnetek, vas povabimo k sodelovanju. Katera vprašanja in katere teme so vam pomembne? To nas zanima. Pišite nam, spremljajte nas na družbenih omrežjih in na naši spletni strani. Na vaši najljubši platformi za podcaste pa nam lahko daste tudi kakšno oceno. Do naslednjič. Poslušate Centralni pogled, podcast Banke Slovenije.